Smučišče Poseka na Ravnah na Koroškem je tega dne kljub soncu in visokim temperaturam nudilo odlične pogoje jeklenim tekmovalkam in tekmovalcem, bi lahko rekli, saj so svoje smučarsko znanje in moč med seboj preizkusili zaposleni v družbah slovenske industrije jekla. Prve zimske športne igre zaposlenih študentov in štipendistov SIA so bile to. In začetek znova na Ravnah. No, sej moramo reči, da tudi ko so bile prve letne igre, a ne dan metalurga, je bilo na Koroškem. Na Koroškem imamo izredno dobro infrastrukturo in to je tista prednost, zakaj najprej povabimo seveda vse kolege iz skupine SI na Koroško. Ja, seveda, tukaj je najboljša infrastruktura, najboljši smučari, tako da mislim, da odločitev ni težka. Ravenskih družb Metal in Ravne Systems ter jeseniških Elektrod smo našli na snegu, a le eden je smučal. Navdušeni nad tovrstnim druženjem pa so bili vsi trije. Prepričani so, da ni le prijetno, ampak tudi izjemno koristno. Ja, ideja je odlična, zato da se lahko sodelavci celotne skupine dobimo skupaj v okolju, ki ni povezano s službo, da se bolje spoznamo na drugi osebni ravni in tako združimo in potem lažje tudi sodelujemo na poslovni ravni. Pomeni eno novo okolje, v katerem se lažje pogovorimo, spoznamo, se povežemo na drugačni ravni, kot ko po telefonu komuniciramo in z drugim o problemih. Ko se enkrat vidiš, spoznaš, je lažje potem tudi probleme reševati nadaljavo in je koristno za osebno in poslovno raven. Ideja je za pozdraviti, super ideja, dejansko pa ne se to povezanost med ljudmi, druženje, pozitiven odnos, tako da super, čestitke. Tekmovali ste, kako je šlo? Odlično, po 2 letih, ta tretja fura skozi kole, odlično je šlo. Mislim, jaz sem zadovoljen, časovno ne tako dober, kot so najhitrejši, ampak moram reči, da sem sam sabo zadovoljen. No, jaz mislim, da to pomeni zelo veliko. Pokazalo se je predvsem tistim poletnem druženju, da se to iz leta v leto prijema, da je množičnost večja in da ljudje vseeno povežemo vse malo izven tistega službenega delovnika, ko smo vsi seveda pod tistim pritiskom dela, tu pa je le sproščeno vzdušje in se spoznamo tudi malo po drugačni plati. Boste smučali? Ne bom smučal, čeprav drugače smučam, zaradi bom spodbujal sodelavce, prijatelje, ker bo tudi malo pa vendarle tudi naša naloga vodstva, da z njimi še kako rečemo, pa da nismo glih na štartu, pa samo gledamo za svoje smuči. Veliko pa jih je bilo na štartu, odkoder so se po progi spuščali več kot borbeno. Tako gospodje, kot tudi dame. In kako so bili zadovoljni s svojimi nastopi? Še kar zadovoljen sem, recimo, da sem prišel skozi cilj in je pa še eden, da ga lahko še enkrat pelil. Odlično. Gor je preveč mrz, pa nič ni zapit, ampak dober. Drugače bo šlo dobro. Super. Ja, seveda. Super. Ja, dobro je bilo, ja. Samo je malo južno, ampak je v redu. Vsem pa se zdi še kako v redu tudi takšno druženje izven delovnih prostorov. Ja, meni se zdi zelo v redu. Pravzaprav smo še kar pogrešali ta zimska srečanja, ko smo jih že pred leti imeli. Zdaj z tem časom so se pač te aktivnosti zimske tudi malo okrnile, samo se zdaj spet vrača. Odlično. Premalo mogel bi biti vsak dan, ampak dobro. Bo dobro, ne? Ali je pa dela tudi treba, verjetno? Tako, ja, škoda, nažalost je treba delati. Ja, bi ga. Pohvalno, ker so še tudi včasih bile športne igre slovenskih železarn. Jaz sem še iz tiste generacije. Ja, vse ideje, ki pomenijo druženje, so dobre ideje. Če je pa to zima, lep dan, je pa tek fantazija. Ste tekmovali? Ja, seveda sem tekmoval. Moj namen je, da sem med zmagovalci, a ne? Vsak, ki pride po tej progi, ki je zelo zahtevna, hitra in na svoj način zmagovalec. Super. Še, če bo vsako leto, bo dobro. Ja. Zdaj, naslednje leto najbrž pri nas, na Jesenicah. Upam, no. Imate tako dobro smučišče? Ja, ne tako dobro, je pa Kranjska gora blizu, no. No ja, Kranjska gora že, a nimajo smučišča Poseka, ki je uspešno kljubovalo tako soncu kot toploti. Proga je enkratna. Moram pohvaliti organizatorje. Glede na vreme je proga odlična. Tudi bi lahko pohvalili, letos smo dobili v Ravnah spet eno veliko pridobitev, novo zasneževanje in mislim, da so to rezultati, da lahko tudi skoraj v pomladanskem vremenu organiziramo tekme na vrhunskem nivoju. Odlično, v danih razmerah, da smo imeli pravzaprav zdaj plus 8 stopinj, je tole luksus, no. Moramo reči, da luksus.
Za takšen snežni luksus pa so se potrudili v Ravenskem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ki ga sedaj eno leto vodi Aleš Logar, ki je uvedel kar nekaj vidnih in konkretnih novosti. Tudi na poseki je drugače, kot je bilo prejšnja leta. Ja, fejst drugače. Med drugim imamo tudi ogromno snega, dobro podlago, teda tudi lahko prirejamo številna tekmovanja. Samo ta vikend imajo tu 3 podjetja, med drugimi tudi naš ta glavni, bom rekel, pomočnik in naša ta glavna organizacija, podjetje SI-DD, za katere smo izredno veseli, da so se odločili, da bojo letos naredili pri nas prve njihove zimske smučarske igre v organizaciji SI-a in da bomo lahko nadaljevali eno tradicijo tistih iger, ko jih imamo tudi poleti. In nekaterim je bilo že sedaj vroče kot poleti. Tudi druženje je bilo tako prijetno, kar je tudi namen takšnega dogodka. Seveda so bili ob koncu najbolj zadovoljni zmagovalci. Petra Mlinar iz jeseniškega Akronija, Hinko Pepevnik iz Ravenskega Metala in Bojan Trošt prav tako iz Metala, ki pa je bil tudi absolutni zmagovalec. Vsem čestitke za odlične rezultate, vodstvo SI-ja pa za zavedanje, da je le zadovoljen delavec dober delavec in k zadovoljstvu zaposlenih tovrstno druženje prav gotovo pripomore. Saj so se vsi imeli še kako fajn, kot rečemo Korošci.